Smo rekli, poletje bo tudi letos v znamenju festivala Arsana, to je najprepoznavnejši ptujski multikulturni festival. Ptuj, vemo, je tako blizu, da je praktično malo naš, tudi v Mariboru. Sramežljivo v juniju, puni hamer v juliju in začetka avgusta in pol še zadnji šus ob koncu avgusta. Mladen Delin, direktor festivala, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Sem prav povedal vse do zdaj? Vse si povedal prav. Okay. Arsana, že lani smo se tukaj pogovarjali in leto dni je naokoli. Ja, res je. Noro, ne, tak. Res je. In zdaj bomo torej lahko v teh mesecih, kot smo rekli, videli, slišali in doživeli vse to, kar ste vi zdaj to leto pripravljali, in program je spet vrhunski, jasno, z nekaj zvezdami, ki res štrlijo, z nekaj cukrčki, z nekaj temi velikonočnimi jajci, ki jih moramo še odkriti in najti. Tak, ne? Ja, res je. Letošnji festival je 18, spravi smo polnoletni letos. Ja. In je v bistvu najdaljši časovno in pa ima tudi največ dogodkov. Sicer prizorišča ostajajo enaka, podobna, ampak je pa mogoče tudi največji, ker imamo največje zvezde. Vedno smo imeli ponovadi, vsako leto smo imeli en headliner, spravi eno tisto zvezdo, ne? Ja. Letos pa se nam je nekako tak, so se nam zvezde poklopile, da imamo kar 3 v bistvu take zvezdniške koncerte, mednarodne govorim, ne? Pa seveda ogromno velikih slovenskih izvajalcev in tako. In dajmo najprej o teh mednarodnih. Prvo ime zagotovo, zdaj ker smo z Maribora, bomo rekli Luka Šulić. Ja, tako je, Luka, da smo čakali dolgo časa, seveda je najprej moral nastopiti v Mariboru, kar je logično, ne? Ja. Ampak smo ga že čakamo na 7-8 let in sem zelo vesel, da pride Luka s svojim projektom, zdaj ima, kot ste opazili, ima turnejo po Ameriki. Ja. Skratka, in pride potem tudi na festival Arsana, na glavni trg, na glavni oder, mestna tržnica, in bo nastopil s tem projektom in se zelo veselimo. Ja, jaz mislim, da je bilo ravno prejšnji teden, sem ga srečal, ali 14 dni nazaj smo se malo pogovarjala in je rekel, jaz sem rekel, kaj zdaj pa Ptuj, je rekel, ja. Da, pride zmenjeno, lahko potrdim. Mariborčani imate to srečo, da lahko se svetovne zvezde kar na ulici srečate. Ja. Res je. Mi se moramo pa truditi, da pridejo na Ptuj pa čakati, ampak to ima svoj čar tudi. Potem je treba nedvomno omeniti Joe Stone. Ja, to pa je v bistvu velika sreča, da se nam je zgodila. To smo tudi čakali skoraj 10 let. In evo, zdaj pride svetovna zvezda soula na Ptuj. Joe Stone verjetno mnogi poznajo, tisti, ki še ne poznajo, če si bodo pogledali malo, bodo videli, da je nastopala z John Legendom, Mick Jaggerjem, Rod Stewartom. James Brown je v bistvu med prvimi, ki je v bistvu ozavesto in je začel vabiti na svoje koncerte. In Santana, Sting in tako dalje. To so glasbeniki, s katerimi je ona sodelovala, snemala in tako dalje. Tako da je res neka naslednica Janis Joplin, James Browna, skratka, zvezda imela je februarja ameriško turnejo, zdaj ima pa evropsko turnejo. In sem zelo vesel, da se bo ustavila v najstarejšem slovenskem. Ja, absolutno. Plus Joe Stone je tudi slovi kot glasbenica, ki rada izbira malo bolj take, ne bom zdaj rekel butične, ampak malo drugačne, malo bolj pristne lokacije, ne? Tako je, res je. In pa na poslovilni turneji se bodo ustavili vokalni kvartet, to so pa naši vzorniki, mi smo tudi pevci, seveda. New York Voices. Tako, The New York Voices, bili so že 3krat na Ptuju. Tu bom samo omenil, da New York Voices so bili v bistvu tisti, ki so Arsano dvignili malo ven, ker oni so bili prvi, da smo lahko rekli, da smo imeli neke zvezde, ne? Sicer je to jazz, je zelo ozek krog poslušalca ima jazz, ampak vseeno so Grammyjevi nagrajenci in oni se vračajo zdaj na poslovilni turnejo, zaključujejo svojo 40-letno kariero, ne vem koliko tisoč koncertov po celem svetu, in zdaj je ta svetovna turneja in se bodo ostavili tudi na Ptuju. Da se splača iti to poslušati, zato ker je načeloma poslovilno, ne? Zadnjič, tako. Čisto. Mojstri večglasnega petja. Ja, vrhunski. Jaz sem moral, že imam karte, mimo grede, ravno za New York Voices, to se pač absolutno ne zamudi. To je eno. Drugo, kar je, pa imamo tudi ustvarjalce, jasno, največje zvezde slovenske glasbene scene, pa tudi nekaj iz Hrvaške. Dajva še malo o tem. Ja, zagotovo prvič prihaja na Ptuj Jan Plestenjak, potem pa nov projekt ima Gregor Ravnik, gostja bo Raven. Z Balkana so tu Toni Citinski in pa zdaj mlada zvezda Matija Cvek, ki ga verjetno zdaj že več ali manj vsi poznajo, izjemen pevec. Skratka, prifarski muzikanti še pa Bernarda Fink bo gostja, gala večer slovenske popevke, simfonični orkester Big Band RTV Slovenija,
Potem Operna noč pod zvezdami, Opera SNG Maribor, zbor orkester Stojlisti in pa to so ti veliki klasični koncerti in pa orkester Slovenske filharmonije, tako da mi imamo kar zelo različne žanre. Ne? Za vsakega nekaj. In klasična glasba je zelo priljubljena, sploh poleti pod zvezdami, poletna prizorišča so zelo zanimiva in obiskovalci radi prihajajo, tako da je ogromno. Pa tu še Adis Molar, Maja Kevc, ogromno je še enih izvajalcev. Letos glasba svetov je zelo močna, letos ampak mogoče še bom kaj malo kasneje. Ja, res bomo in tudi o prizoriščih, ki so zelo, zelo slikovita na festivalu Arsana z direktorjem festivala Mladenom Delinom. Nadaljujemo takoj potem. O festivalu Arsana na Ptuju govorimo, z nami je direktor festivala Mladen Delin. Mladen, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Vemo, da pač Mladen je umetnik, pianist, pevec. In kot tak v direktorski funkciji je verjetno malo drugače ali pa precej stresno, to je zagotovo. Ne? Krožijo zgodbe o tem, da je po vsakem festivalu Arsana, ki je že 18. letos oziroma bo 18. Da je Mladen rekel, da je bil zadnji. Ne? Res je, to so resnične zgodbe. To ni anekdota. Ne, to ni anekdota, to je res in jaz sem to tudi v bistvu res mislil, zato ker je bilo treba v bistvu se resetirati na novo. Ne? Da se ne ponavljaš, se moraš v bistvu resetirati in vsak september je treba začeti na novo. In seveda ti si komaj končal festival, za tabo je zelo naporno poletje in celo leto in ni potem počitka in je treba vse na novo. In takrat je najboljše, da zresetiraš se na nulo in rečeš, to je bilo to, in potem si vzameš nekaj časa in potem se začnejo ideje rojevati. Če se začnejo, če se dovolj spočiješ, pa če dobiš, če pride na vdih, tako se je treba resetirati. Jaz sem to res mislil. Tako da, ko so slišali Mladena, da je rekel, ne, to je bil zadnji festival, so samo rekli, čakaj, da se zresetira. Ker bo to tudi pozabo. Prišel čez 14 dni. In zdaj kot pianist je verjetno klavir ventil, ko je preveč, da se malo sprostiš, odmisliš. In zdaj nas zanima, kero špilaš, ko si, ali odvisno od razpoloženja. Klavir je res ventil pri meni, to je v bistvu terapija, dobesedno pri meni vsak dan. Jaz igram vse, dostikrat igram klasično glasbo, dostikrat igram jazz, včasih igram soul, pop, včasih potegnem kako mat, ki ga slišim na radio in si ga začnem igrati in tako da. Včasih pa naredim kako svojo glasbo avtorsko. Tako da igraš zelo intenzivno takrat, ko si že. Ja, včasih reče žena, prosim, zapri vrata. Včasih pa reče, daj odpri pa še enkrat. Pa še malo, ne? Ja, super. Ok, festival Arsana na Ptuju, kot smo rekli, začne se tako sramežljivo, sramežljivo po številu dogodkov, ker julija je polni hamer, pa v avgustu. Recimo zdaj prvi taki večji koncert, ki je 13. junija, Jan Plestenjak na glavnem trgu na Ptuju. Ne? Tako je, Jan Plestenjak pride prvič na Ptuju, to je 13. junij, potem pa Operna noč 26. junija in pa še par dni prej je pa gimnazijska noč, tako da junij je kar poln v bistvu. Ne? To so veliki koncerti v bistvu na tem griču oziroma arheološkem parku Panorama, ki sprejme 5000 in več obiskovalcev in res neverjetno pridajo ljudje v dekicah, z dekicami, šampanci in uživajo to, kar imate v Mariboru. Se lahko na travi? Ja, tam ste lahko na travi ali imate varuhe v bistvu podrastja? Je trava, samo pač mi temu rečemo arheološki park, ne, mislim, zdaj ne vem, zaenkrat nimamo težav. Nimate, ok. Ker letos na Mariborski operni noči namreč je težava v parku za podrastje oziroma za koreninskim sistemom. Skratka, ampak če se ne gremo v to debato, ker zdaj ni tu prostor za to. Tudi sama prizorišča na Arsani so res izjemna. Ta panorama sploh, se mi zdi, da ne? Ja, res je, zato ker ima veduto gradu zadaj, sprejme veliko obiskovalcev, ima ta naravni amfiteater, se pravi, bilo kje sediš, vidiš super, bilo kje sediš, slišiš super in je res fantastično. Jaz mislim, da bo to prizorišče privabilo še kakšne večje imena. To so neke sanje naše. Ima potencial. Sicer pa imamo res čudovita prizorišča, Ptuj je pač srednjeveško mesto, zgodovinsko mesto in ta trgi, ulice, to so res idealni za koncerte, to že zdaj obiskovalci vejo. Tako da glavni trg, to je v bistvu mestna tržnica, ki se je zdaj preimenovala v glavni trg, potem dvorišče Minoritskega samostana, mestni trg, Stara steklarska, potem dvorišče gradu, Slavnostna dvorana na gradu, pa še taka manjša prizorišča po mestu. Skratka, je pa res, da je vse skupaj to mali prostor in se da hitro premakniti z enega na drugo prizorišče in je to strani organizacije kar dobra stvar. Ja, bi rekel.
tudi ne rabite toliko leta, tokoli. Ja. Z e-skuterom vse rešiš. Ja, festival Arsana je definitivno eden od teh festivalov, ki pač tu našo regijo delajo bolj polno in pravzaprav epicenter nekega kulturnega dogajanja. Tako da je čestitke za ta fenomenalen program, kot smo rekli, ven zagotovo štrlijo Luka Šulić, Joe Stone, New York Voices, ampak ogromno enih koncertov je. Pojdite si pogledat na njihovo spletno stran festivalarsana.com, tam lahko tudi kupite vstopnice, ne? In Mladen, se vidimo poleti na Ptuju, kaj naj rečemo? Zagotovo vabljeni v najstarejše slovensko mesto, na 18. festival Arsana, vabljeni na Ptuj. Ja, in potem, ko spet boš rekel, da to je bil zadnji, bolj pa po resetu, ko bojo padle te prve ideje, prva velika imena, se priporočamo, da jih pri nas razkriješ za naslednji festival. Zagotovo. Hvala lepa in se vidimo na Arsani.